Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. Z menoj sta naša dva stalna komentatorja, gospod Edvard Kardič in gospod Boštjan M. Turk, lepo pozdravljena. Danes je sicer prva obletnica tega portala, ne? No. Zdaj pa ne bomo daljši ali krajši za to priložnost, bo videla pa, oddaja bo zagotovo dobra. Zdaj, naslov današnje oddaje, tema pogovora, ko Jankoviću in Golobu popustijo vse zavore, ampak za uvod bi se pogovarjal v bistvu o treh temah, ne? O tej korupciji, ki je bila razkrita v zvezi z Zoranom Jankovićem, ljubljanskim županom, o tem, kako so izpustili iz zapora osumljenega za uboj Aleša Šutarja v Novem mestu in pa kako hitro, učinkovito so vrnili to glavo, ne, na kip maršala Tita v Velenju. Ampak zdaj, Edvard, bom začel s tabo, no, ker v principu ne vem točno, za katero temo bi zdaj najprej konkretno začel, ampak bom rekel začel s tabo, ker ti si napisano kolumno, ki si v bistvu na nek način povedal, da so vse te tri teme na nek način povezane. Ja. Pa me zanima zdaj, kako si to, zakaj in kako si to argumentiral? Moje izhodišče je predvsem to, da smo v bistvu 3 mesece pred volitvami in da gre v ozadju za nekako prerasporejanje ali pa zasedanje določenih strateških pozicij. Kronologija ali pa zaporedje teh dogodkov je na nek način zelo zanimivo. Zdaj, kako v redu, ne? Zdaj, ta glava v Velenju je seveda veliko simbolno dejanje, v bistvu nek odraz sentimenta nekega dela Slovenije. V resnici celotne Slovenije. Ne? Na eni strani smo lahko brali, spremljali, slišali, to se pravi vzklike navdušenja nad tem, da se je končno to zgodilo na enem od komunističnih v bistvu spomenikov, ne. Verjetno bo podobno, ko bo enkrat tamle nad Gorico Tito zginil ali pa bil prebaran ali nekaj se zgodil z njim. Ne. Na drugi strani pa seveda ta obratni refleks hitre zaščite, strahu pred tem, ki je še vedno očitno prisoten toliko let po Titovi smrti, da bog ne daj, da bi to ostalo tako, kot bi, kaj šele, da bi kaj umaknili in je treba hitro sanirati. Na eni strani gre seveda za to servilnost pravzaprav tej ideologiji, ki na nek način drži skupaj tranzicijsko levico. Ne govorim toliko o neki trdi komunistični ideologiji, lahko na neki točki, ampak predvsem gre tukaj za lepilo tranzicijske levice, ki skupaj drži, dajmo reči, vladarske in to se pravi finančne tokove in tokove vpliva moči v Sloveniji, ki se nekako navezujejo ali pa sklicujejo na, dajmo reči, dobro, simbolno to odsekano glavo, ne? Na drugi strani predvsem gre za zvezdo, pa za to se pravi to sklicevanje na Jugovino. Ampak to je bil odžagana glava je bila. Odžagana glava, ja, to je bil zdaj en element. Ne? A drugi element je pa seveda na eni strani v bistvu to, kar se je zgodilo Jankoviću, kar smo lahko spremljali kar naenkrat pravzaprav javno razgrnenje nekih podatkov, dokumentacije, insinuacij ne nazadnje na račun Zorana Jankovića. Insinuacij bolj v smislu, ali pa mogoče špekulacij, no, kaj je v ozadju in kaj ni v ozadju. Moram reči, da mi vsi, ki smo v Ljubljani, pa tudi širše, spremljamo zdaj že 15 let te zgodbe o pobiranju provizij na parkiriščih, o to se pravi nedokončanih postopkih, prodajah to se pravi kubikov zraka oziroma prostora v Stožicah in tako naprej in tako naprej. In potem zanimivo, par dni po tem javnem razgaljanju, ker je bil nedvomno velik udarec za Zorana Jankovića, pa potem pride do izpustitve Šutarja kot... Ne, mislim, en dan kasneje. Praktično takoj je prišlo do izpustitve tega domnevnega storilca pri umoru Šutarja. Zdaj, pač moje sklepanje ven iz tega gre. Na eni strani je seveda možnost, da gre za povračilni ukrep, da gre v ozadju za neko bitko, za prerasporejanje in bom rekel, kako bi rekel, imperij vrača udarca. Da je naslednji dan je praktično bil ta domnevni storilc v primeru Šutarja spuščen, ker kaj se je zgodilo? V tistem trenutku, ko je bil ta možakar izpuščen, je postalo vsem jasno, da je v bistvu Golob v resnih težavah, da njegova v bistvu policija, njegova oblast enostavno ni sposobna ničesar pametno izpeljati. Zdaj, ali to namerno, ali to nenamerno, kakorkoli. Razen vrniti kip, ne?
glavo v kipu. Razen vrniti, to se pravi, razen ta refleks, globoko ponotranjen ta refleks servilnosti, da ne bo kaj narobe nad tem velikim, kako bi rekel, tem plaščem, ki drži skupaj, to se pravi, to levico. Ne? Je pa tukaj še en moment, moramo vedeti nekaj, ne? Da se Janković tako ali drugače približuje tudi upokojitvi. On je zdaj star 73 let, verjetno večno tudi ne bo, čeprav deluje na trenutke, kot da bo večno vedril in oblačil. Ne nazadnje tudi Ljubljančani, ko pogledamo Ljubljano, kakšna je zdaj v zadnjih letih, jaz mislim, da bi rekel, ali pa pozval tudi ne nazadnje župana, ne, da naj nekako malo bolj resno zagrab stvari okrog higiene, okrog, to se pravi, urbanističnih rešitev, kjer dobesedno deli Ljubljane odmerajo, recimo Ajdovščina in podobno, dobesedno tam ne samo, da se podjetja selijo, ampak enostavno je že kar težko je tam hoditi skozi. No, hočem reči, da vsi te dogodki nekako na eni strani kažejo na nek odsev slovenskega nekak sentimenta pred volitvami, na drugi strani jaz verjamem, da gre za neko prerasporejanje. Jaz sem celo špekuliral v kolumni, da gre tukaj za direkten napad v bistvu Golobovega kroga na Jankovića in potem udarc nazaj. To sem pa sklepal iz posledic, ki ga ima izpustitev tega domnevnega storilca za samega Goloba in za katastrofalno v bistvu zgodbo. In potem je pa samo kot zanimivost, verjetno smo pa vsi potem videli, tisti, ki nas seveda to mečkam bolj zanima, tiskovno konferenco, kjer sta se pojavila dva v bistvu in gospod pa gospa, za katere moram reči, da sem nekaj časa potreboval, da sem sploh ugotovil, kdo sta ta dva, ki govorita o tem primeru in sta se izkazali, da je nova ministrica in nov minister, ki sta tukaj več na, kako bi rekel, na začasnem delu te 3 mesece. No? Tako da to je moje razmišljanje. Skratka, čeprav jaz razumem, ni slučaj, da je to nekako... Jaz mislim, da v politiki itak je redko karkoli slučaj. Zlasti pa nas, Tako da, če smem samo še eno besedo. In zdaj, če vsaj en del teh mojih špekulacij drži, mi spremljamo skoraj neverjetno moč tega ozadja, ki drži Slovenijo, in če to samo še povežemo s temi zadnjimi razkriti v bistvu o skupnih zajtrkih Goloba, Jankovića v lokalu nekoga, ki je bil znotraj tega balkanskega, to se pravi balkanskega bojevnika, tega procesa, ne? In če to še korak naprej navežemo zgodbo, ki je v Novem mestu, kjer je v ozadju, moram reči, da je večna maksima sledi toku denarja, karkoli se to že dogaja, v bistvu so zaključki kar naenkrat zelo blizu. No, seveda teh zajtrkov Goloba in pa Jankovića pri Draganu Tošiću, on je bil obsojen za delanje z mamili, za trgovino z drogo, bi še prišel. No, ampak Boštjan, ti si veliko študiral Tita, ne? A se ti recimo strinjaš, ko bom rekel s to oceno, zdaj, ki je tukaj Edvard povedal, da je bilo ta hitra, pa oziroma neverjetno hitra vrnitev glave na kip maršala Tita, da je to odraz neke agende, da v bistvu se še vedno na nek način recimo del te politike boji te Titove ideologije, ali kako? Seveda. Mislim, oni so vse to, vsa stvar je popolnoma logična. Jaz sploh ne bi rekel, kaj tukaj komplicirano. Jaz nisem mogel govoriti, s kakšno hitrost je bilo to narejeno. Pa to je popolnoma logično. Oni so zavarovali tisto, kar je za njih najbolj pomembno, najbolj dragoceno. Oni so zavarovali glavo maršala. To so naredili nemudoma. To je steklo, ker vsa ta njihova, tako imenovana, odkar so prišli na oblast, je da 45 prišli so na oblast, s tem, da so pobili 30,000 Slovencev, 200,000 Slovencev so pa pognali v ekonomsko in politično migracijo v naslednjih desetletjih, se utemeljujejo na eni sami laži. Začenši z lažjo, da je Josip Broz Tito. Josip Broz ni Tito, zdaj bo prišla ven moja nova knjiga in moja nova študija, da sta to sta dve ločeni osebi. Pa dobro, pustimo to primer. To ti tako argumentiraš, ne? Seveda, na osnovi policijskega zapisnika bombaškega procesa. Na osnovi policijskega zapisnika bombaškega procesa, ki natančno popiše Josipa Broza, pove, da
je bil izredno visok, Tito je bil nizek, opiše kot osebna znamenja, da ima brazgotino na roki, Tito je bil brez brazgotine, to brazgotino, mislim, zdaj ne morem to govoriti, ampak to je forenzična analiza, tako kot sem recimo dokazal, da trojni umor v Rovinju, da Ivan Perić ni moril, pač forenzično dokažeš, se s tem ukvarjam, s tekst in s tem, pa to je zdaj druga zadeva. Zadeva, ki je pa bistvena, oni so takoj pohiteli in reševali najpomembnejše. To je njihov simbol, najvišji kip Tita, vse, kar počnejo, sklicevanje na tako imenovan NOB, ki sploh ni bila osvobodilna, ali pa sploh pa ne narodno, niti narodno osvobodilna borba, niti ne, to je bilo pač eno največjih pobijanj Slovencev, pa govorim samo znotraj partizanov, v bistvu stališča partizanov, ki jih je umrlo 30 000 za noben strateški cilj dosežen in tako gor. In oni so vsa ta mitologija, vključno z osvobodilno fronto, tudi ena velika laž, ker nikoli ni bilo, pa to Miha Marinko pove, oni imajo to laž in to laž morajo zavarovati. In Tito brez glave, to pomeni, da so oni nagi. Kar sicer mi vsi vidimo, pa tudi se bo to pokazalo na volitvah, to povem, tako mislim, ker sklepam pač na osnovi vseh zdaj rezultatov evropskih volitev, referendumov in tako, kakšno je razmerje v volilnem telesu. Ampak oni ne more biti Tito brez glave, to je nemogoče. To bi šel recimo v najslabšem, če se malo pohecam, bi šel kdo od njih dati glavo gor svojo, za začetek pa si Titovo masko nadeti ali karkoli. Skratka, oni so zavarovali najbolj bistveno, tako kot je tudi izredno bistveno, kar so naredili za morilcem Aleša Šutarja. To je tudi popolnoma logično, zato ker so Romi so državljani prvega razreda, tako kot je novi razred, Türk in to, se pravi Kučan in ostali, zakoni, ki sicer vežejo druge državljane, zanje ne veljajo, to je prvo sporočilo. Policija pa seveda ima določene protokole, ne more brez protokola, kot je protokol, če se greš operirati, nogo, roko, so protokoli in policija, ko je umor, seveda mora zavarovati vse sledi, mora vse narediti, vse, kar se da v prvih trenutkih, dokaj so še forenzične sledi sveže, Tudi tega niso naredili, Pa samo vprašanje, zakaj tega niso naredili. Ali tega niso naredili zato, ker so nesposobni, ali pa tega niso naredili zato, ker Rom preprosto ne sme biti obsojen, ker če bi oni ves čas govorijo, tisti, ki so trdi do Roma oziroma jih postavljajo na realna tla, so fašisti. To je pač njihov najbolj neposredni vsi so fašisti. Jaz sem itak fašist, mi smo itak fašisti, Janša je fašist, 500 000 Slovencev je tako grobih fašistov. Zdaj, oni, da bi tu sprocesirali ta umor in privedli morilca pred roko pravice, bi prekršili to omerto, bi oni postali fašisti. Oni bi se identificirali s tem, ki trdo Roma prime. To ni v njihovi mentaliteti. Zato je pa to seveda politično sporočilo, ki ga je Golobova vlada dala Dolencem. Pa že takrat je 10 000 ljudi, ki so po moje večinoma volili Goloba leta 2022, tulili in nastopali zoper njega na novomeškem glavnem trgu. Mislim, to politično sporočilo, da mu ga spustijo ven in rečejo, pa so ga ubili in, to politično sporočilo 3 mesece pred volitvami je pa nekaj, kar kaže, da tu ni pa v tej vladi pa ni nobene pameti. Mislim, to pa čisto v tem slogu, če lahko zaključim, ker smo videli, kako nas je Robert Golob presenetil, dedec star 58 let, to kot jaz, pride pred kamere pa prav, Tina je rekla da. Rekla je da. To je na tem nivoju, bi rekel, teh pogrošnih italijanskih revij ali karkoli, la bella detto si. In tudi tole s Šutarjem, jaz sem prepričan, da bi slovenska policija je sposobna, zdaj ne vem, ker zdaj ni več forenzičnih sledi, ampak če bi oni to objektivno preiskali, bi sigurno dobili morilca, zato ker se ni, pa to je toliko prič, pa kamer, pa vsega tega. Zdaj pa sledi ni več. Policija verjetno s tem svojim sistemom teh ovduhov pa informacij pa tako dalje približno ve točno, kaj se na terenu dogaja. Jaz tukaj se mogoče ne strinjam predvsem samo v tem delčku, ko si rekel, da je policija sposobna,
več kot očitno ni sposobna. Ne sme. Tako kot To je pa zdaj druga zgodba. tako kot ni sposobna zadevo sprocesirati v zvezi z unim na radiatorje, ki so jih vezali, pa ne vem kaj. Ni sposobna. To se pravi, ni sposobna zaradi takšnih ali drugačnih zlatih verig, če uporabim tvoje izraze, ki jih vežejo na one tokove in tako naprej. Ne. Ker udarc, ki je sledil prav s tem dejanjem Golobu, jaz mislim, da je to katastrofalen. Da prave posledice v bistvu tega udarca, izpustitve oziroma neprocesiranja, zdaj pač jaz verjetno pa nimam veze s policijo, bi pač pozaprl celoten lokal, vse tiste, ki so bile noter in jih počasi, to se pravi, sfiltriral, da bi prišel na konec do nekih pač verjetnih osumljencev. Tukaj pa nimamo ne posnetkov, ne osumljenca, nimamo ne obdukcijskega poročila, nič. Ampak to je res zanimivo, poglej, zdaj pač po moji presoji, bi rekel, da je takrat policija pod nekim političnim pritiskom, Goloba, ki je takrat res bil, pač je verjetno mislil, da lahko pade s kakšnimi demonstracijami in tako dalje, da bo mogel odstopiti, je verjetno pritisnil na policijo, da je na hitro pač nekoga dala v pripor, tistega, ki je bil najbližje temu, da bi lahko bil osumljen za umor. Zato me zdaj zanima, kaj se je pa vmes zgodilo, da so ga pa zdaj spustili. To, ker s tem, kar ti praviš, jaz popolnoma strinjam, to je udarec izjemno hud za Goloba, ki mogoče ta trenutek, ker so pač malo tile prazniki in tako dalje, prihajajoči prazniki, božiči, to še ni tako, se ga še tako ne čuti, koliko se ga bo verjetno potem naslednji tedni v kampanji čutilo. Kaj se je zgodilo vmes? Kar smo mi, se bom vrnil, ampak kar smo mi imeli možnost videti do sedaj v zvezi z Zoranom Jankovićem. Jaz se tukaj strinjam s tvojo trditvijo, ki si jo že večkrat v različnih člankih nekako izpostavil, da je pač, kadar govorimo o Zoranu Jankoviću, govorimo verjetno o eni najmočnejših političnih figur slovenske politične scene kot takšne. In to se pravi, in on trpi za tem tipičnim balkanskim, kako bi rekel, nihče mi nič ne more. In on njemu se javno opravičujejo. On zdajle kaj je bilo, tako je preletel isti večer, je preletel v studio TV Slovenija in se tam mislim, da je bila Tanja Starič, in sta se tam pregovarjala o tem in dovolite, da jaz do konca povem, jaz se opravičujem, ampak to je pa takole in tako naprej. In je šel tam se šel kot, zdaj, mi lahko razpravljamo, zakaj je on sploh bil na RTV-ju. Pač vpraša se ga za komentar in lepo samajte. On ima seveda in svoje odmeve, ima potem, ko se je zgodil v bistvu to se pravi, ko je bila sprožena obtožnica in ko je famozno iz 117. mesta obtožencev prišel na prvo mesto in podobne buče. Hočem reči, da kar mi gledamo eno tako tipično balkansko demonstracijo moči, da se ve, kdo je šef v Sloveniji. Da se ve, tako kot sem že prej malo začel v bistvu napeljevati, kje se je, kje se pije, kako v bistvu mene bo nihče govoril, da jaz ne moram priti v javnost, da ne bom tega javno pojasnil, moje družine ne bo nihče, to pa to, a mojo ali pa tvoje pa lahko. Videli smo te iste nebuloze v bistvu s tistim fantom, to se pravi sinom od Goloba, ki je bil kao povod za formacijo lastne policijske enote okrog varovanja, pa to se pravi 1 leto, 2 leti, ko ga je bilo potrebno pač za svoje politične točke, je bilo to v bistvu neko javno razgaljanje v bistvu družinskih članov in tako naprej. Hočem reči, da to, kar mi gledamo ta trenutek, vidimo v bistvu neko dekadenco balkanske politične moči v Sloveniji. In to bo velika zgodba pred volitvami, ker bo šlo to obračunavanje zelo brutalno in veliko manj med levico in desnico, ampak veliko več na levem političnem polu, kjer gre za odhod določenih akterjev, ki so že, ne bom zloben ali pa nesramen, z eno nogo že, v zasluženem pokoju ali pa še kaj čez, in morajo se umakniti, morajo dobiti naslednike in zanimivo, da v vseh teh, jaz rečem temu, v prispodobi mafijskih krogih, ne gre za preproste, razen po družinski liniji, za preprosta nasledstva. Bo pa moj sin to najprej peljal. Ne, gre za to, da boš najprej dokazal, da si sposoben to peljati. Moj sin bo itak imel neko vlogo.
Ne? Ampak treba je dokazati, da si sposoben, včasih je pa treba dokazati tudi tako, da zrušiš svojega mentorja, zato da lahko prevzameš in prešteješ par umrlih in greš naprej. Jaz si mislim, da so naivni tisti, ki mislijo, da se Janković prihodnje leto umika. Ja. Ker Janković se ne more umakniti, zato ker mu pade v sistem, vključno z družino. Ves poslovni sistem, vso to mrežo, ki ima narejeno, se mu sesuje. Nekaj podobnega se je zgodil, se boste spomnila po smrti pokojnega zagrebškega župana Bandića, ampak njemu se je pač zrušila zadeva, se veš, kaj potem se je ven prihajalo, ko je umrl. Jankoviću se lahko zruši še, ko je živ. On je star 73 let in vsa ta zgodba o tem, kdaj bo povedal, komu bo povedal prihodnje leto, kaj bo nadaljeval s kariero, je samo to, da on ustvarja zdaj klimo, zato da bo še enkrat kandidiral. Zdaj to, kar sem zdaj gledal, vsem se jaz strinjam, to zdaj se mi zdi bolj degutantnih prizorov, kot sem jih videl zdaj, to Jankovića in Goloba, na žurki, razkritju korupcije, Jankovićeve tam na tej žurki holdinga in se strinjam, mislim, da je Matej Lahoni nekaj tajega napisal, da je celo za trenutek pomislil, da gre za nekega dvojnika Goloba, nekdo igra Goloba. Jaz se pravim, bolj degutantnih prizorov nisem še videl. In v bistvu so se potem ponovili z tistimi fotografijami z zajtrka v Petit Cafeju, pri tem Draganu Tošiću, ker se mi zdi, da že dejstvo, da predsednik vlade hodi oziroma očitno redno kafetka in zatekuje v nekih zasebnih prostorih nad lokalom, ki je v lasti nekoga, ki je bil obsojen zaradi poslov z mamili in to v navezah za to balkansko mafijo, balkanskim bojevniki in tako dalje, že to je bazovni problem sam po sebi. Ne. Tako da se mi zdi, da se res, da zdaj prišlo je do neke totalne kulminacije te balkanske estradne politike v državi in to se mi zdi, da je kar zaskrbljujoče. Ker takega še vse jaz, ko spremljam politiko, še nisem doživel. Še ena stvar izredno pomembna, ko govorimo o razpadu države in njenih temeljnih sistemov, je predvsem to, Golob je zdaj sklical sestanek in posvetovanje po tem, so tega izpustili z tožilci, pa sodniki, pa s tem. Halo? V Sloveniji je oblast ustavno, po ustavi razdeljena na izvršno oblast. Ampak tožilci so del izvršne oblasti, veš. No, ampak tožilci in policija so del, to boš vedeti. Zato je Golob bistveno bolj odgovoren, kot se zdi. On je v bistvu šef tožilstva, on je v bistvu šef policije, Golob. To je ena stvar. Druga stvar pa seveda se mi zdi, da kljub vsemu, meni to še vedno se zdi, da se mi zdi pa z drugega zornega kota hudo sporno, mislim, stališča PR-a, ker zdaj se pa Golob identificira, namesto da bi rekel, ta policija in to tožilstvo je nesposobno. Bom še zamenil pa dobil dva kljukca, kot eno ni videl, kdo sta sploh nova misla, sploh ne vem, kdo sta. To je bil verjetno, ta siskovna je bila čisti PR. Hočem reči, pa bom zamenil, pa Golob se identificira, pa ste. Iz tega on se identificira. Jaz sem tle z njimi, ki smo njega spustili ven. To je sporočilo. Drugo sporočilo, da se mu pa, ki je pa sporočilo tistega Dancing Queen, da se mu pa fučka za narod, pa kaj si mislijo. To je pa to sporočilo, ki ga nikoli ne bi smela narediti. Ne Janković, ne Golob. Ker zdaj smo 3 mesece pred volitvami. Ampak to je sporočilo, da se mu fučka. On je recimo šel na zabavo tega holdinga, šel je 24 ur potem, ko je neka televizijska oddaja pokazala neke tožilske dokumente. Ampak hoče reči, in je šel v bistvu še isti dan, ko je bil tale domnevni morilec izpuščen iz zapora, ko se je družina Aleša Šuta je pač doživljala, kar je doživljala, je on šel veselo tja in se na nek način zabaval. Dobili smo dokaz, neizpodbiten dokaz, da je bila ta zimska božičnica izključno politična poteza. Ne glede na ceno, ki jo bojo plačala podjetja, da se temu človeku dobesedno fučka za slovensko gospodarstvo in za slovensko družbo. On je stopil na oder in je razpravljal o tem, kako je njegova vlada upeljala to božičnico in da naj bojo pozorni, da so oni to upeljali in da bo ta drug, jaz špekuliram, da je mislil na Janšo, bo pač to ukinil. To je že Hojsen napovedal prejšnjimi volitvami božičnico. Hočem reči samo to, da tudi slepcu mora biti jasno, da gre tukaj izključno za politično oblast, ne gre za noben narodov blagor, za noben razvoj, za nobene neki bomo skupaj neko novo prihodnost razvili, ampak gre izključno in samo ali bom politično preživel ali ne bom. In to je pa tragedija. Meni se zdi, da se strinjam. Se pojavlja še cela serija teh oglasov, Urška Klako, čas Zupančič nastopa, pa ti vidni politiki Svobode, ko imajo nek oglas 4 dni, 5 dni do božičnice in podobno. Tu se kaže to, kar je, pa kar govorimo, se kaže v zadnjem neka zelo konsistentna slika, namreč da Milan Kučan kot
mojster iz ozadja, nima nobenega koncepta oziroma kako peljati stvari v tem tako ključnem času, ki je 3 mesece pred volitvami in delajo, bi rekel, serije nekih napak, ki bi se jim lahko popolnoma izognili. Mislim, to je prvič zdaj v zgodovini, kar res to spremljam, da oni enostavno, ali pa 2-4 tudi niso imeli. Ne? 2-4 bi dali recimo Marto Kos, ne, so šli z Ropom, ne, in so naseli. Ne? Ampak zdaj po 20 letih, recimo, če tako rečem, so oni zdaj brez koncepta. To, kar se dogaja, ne, sicer, in potem prihaja do tega strahotno kičastega poskusa preupitja. Ne. Da si vi postavite v kožo sina umogorjenega Aleša Šuterja pa njegove žene, pa ko gledata, recimo, bom še enkrat vztrajal na tem temeljnem sporočilu Goloba v predvolilnem času, Tina rekla da. Ne. Kako ima gre to na živce? Koliko Slovencem gre ta zlagana, kičasta, pocukrana retorika, Tina rekla da in ves ta cirkus Robertine in to na živce. Ne? In tu ni nikogar, ki bi rekel, da se obnaši resno. 3 mesece smo prevodili, da obnaši se resno. Naredi 3 resne koncepte, predstavi ljudem, da bo ljudje začutili, da ti nosiš njihovo breme. To je predsednik vlade. To je pa čist kontra temu. Nisem Boštjan sposoben pričati, da je sposoben to narediti. Ja, pa potem pa še toliko slabš, mislim. Je pa tudi po drugi strani, po vsi ti posnetki. Tudi ni potrebno, da to počne, ker več kot očitno to njegovi volivci kupujejo. In teh volivcev Kje pa so ti volivci? Ja, po podatkih jih je trenutno še vedno po katerih? 15, ja, to, kar lahko spremljamo po anketah. Saj nimam drugih podatkov. Mi verjamemo anketah. Na zadnjih je bilo 400 000, ne? Ja, na zadnjih je bilo 400 000. Ena zanimiva analiza mi je povedal en človek, ki je izredno visok funkcionar te države, pa ni Golobov, se jaz ne bi z njim dobil, niti je neodvisen oziroma je pač sodi na to našo stran. Je rekel, da vi veste, da 1/3 volivcev po moji oceni gre na svojem lokalnem okolju, tisti, ki so glasovali na zadnjem referendumu za evtanazijo, sploh ni Golobovih volivcev. To so pač neki nevtralni, tudi desni ljudje, ki so rekli, ne, to nam pa puste, evtanazijo nam pa puste, mi pa to hočemo. Sem debel gledal, ampak govoril sem z človekom, ki je v bistvu 4. človek v državi, sem rekel, to je pa res nenavadno. Ampak nikoli nisem niti pomislil, sem mislil ta blok, da je to Golobov blok, ki je šel in je volil, rekel, 1/3, jaz to vidim po svojem lastnem okolju, a ne, 1/3 teh, ki sicer volijo tudi desno, je rekla, ne, to nam pa puste, to je pa naša pravica, to pa se ima tudi drugod po svetu tako urejeno in tako. Zanimivo, ne? Je pa dobro, gledamo v teh posnetkih, da se malo vidi ta hierarhija, ne, recimo med Jankovićem in Golobom, ne. Tle se zdaj absolutno se vidi, da Janković superior, ne. Ja. Tukaj zdaj to več ni dvoma o tem, ne. V končni fazi mu je on dovolil, da je prišel na zabavo holdinga, ne. Je on Golobu dovolil ali ga povabil kakorkoli. V bistvu je bil kot nek se mi zdaj ne vem kako, veš, tisti medvedek, ne, ki so ga tako, ki skače, ne. Kako? Veš, ki ga pripeljejo tako na nek nepovodcu, pač tako povezan ga, ne, in potem tam skače in zabava ljudi. Tako približno delovali, ne. Ja, na eni strani je medvedka je Janković, na drugi strani medvedka je pa Tina, pa vleče to vsak malo tako ping, tong. To je to. Ja, približno tako je izgleda. Ni problem v Jankoviću pa v Tini, ampak v medvedku. Sploh pa problem v tem, ki je medvedek predsednik vlade. To je pa problem tudi za cel narod. V bistvu je glavni problem tega naroda v tem, da mediji, ta medijsko obveščevalna klika, ki skrbi za lik in delo Roberta Goloba, zelo dobro pokriva prazen prostor in ga ločuje od odgovornosti samih posledic dejanj. Ljudje težko, enostavno, ko se pogovarjajo z ljudmi, ja, policija je kriva za tole Novo mesto, ne vem, pravosodje je krivo. Ne, v resnici je Robert Golob kriv. Za Božičnico, za to, da recimo, ne vem, eden od največjih slovenskih trgovcev jo ne bo izplačal, ker nima tako ti izplačati. Pa ti 107-krat zapišu zakon, pa bomo spravili pa, ne vem, 7,000 ljudi na cesto. Ker jih nima od kje izplačati. Kakšen tepac si lahko, bom rekel, zamisel take odločitve in pravo vprašanje, ko sem ga tudi jaz že dobil tako v pogovorih, kdo je v resnici lastnik podjetja v Sloveniji, če ti kar nekdo, drug mesec boš pa tole izplačil, drug mesec boš pa tole naredil.
Zato je to protiustavno. Ne? Niso nekaj govorili, da je to protiustavno, ker je to poseg v to, kar si rekel. Ne more država odrejati, kam boš ti dajal denar. Ampak dejstvo je, da država odreja in da ljudje ne povezujejo katastrofalnih posledic odločitev te vlade z Robertom Golobom. Ker na koncu dneva on vodi to vlado in je on odgovoren za to, kar je. Te stvari, ki mu ustrezajo, se povezujejo z njim v medijih, te stvari, ki mu ne ustrezajo, se pa z njim ne povezujejo. In je zanimivo, koliko se očitno trudi, da je cela serija teh reelov ali teh kratkih videov na račun te božičnice, da hod na zabave, ljudi prepričevati, kako je v bistvu to posledica njegovih odločitev. Mislim, predstavljati, da je tudi tukaj na holdingu, na zabavi holdinga, da je on osebno uredil izplačilo božičnice. V resnici plačujejo pa podjetja. V resnici so plačala podjetja. Tako kot je postavil tisto hišo, tam recimo še ena zadeva, zdaj on je obljubil 100 hiš, tako je po poplavah. Niti ena še ne stoji. Ena stoji, ki je odprla, ampak tiste ni postavil ona. Govori pa 100 hiš, to vsi vemo. Ampak jaz sem pripričan, da mnogi ljudje to že vidijo. Nekateri ne vidijo, nekateri ne bojo nikoli videli, ampak nekateri pa vidijo to diskrepanco in vidijo sploh zato, ker zdaj svet je zelo izredno difuzen medijski svet. To ni več nacionalna televizija, Pop TV, pa je pa konec. To je zdaj enih omrežij, enih načinov komunikacije, vsaj v teh generacijah, ki recimo so mlajše in to, recimo, ki jih še mi v bistvu komuniciramo. Ampak je bilo zanimivo, jaz sem pač po tej Tarči, ker zdaj kaj je naredila v bistvu Tarča? Tarča je v bistvu samo predstavila stališča po ugotovitvi tožilstva. To je pač bila vsa ta zgodba o tem. Potem so mediji prišli v neko kontraakcijo, ne vem, če ste spremljala. Posod so se nekaj pojavili neki medijski naslovi, Zoran Janković zavrnil očitke Tarče oziroma tožilstva. To je šlo po tekočem traku. Na to Zoran Janković vpliva, ampak je še vedno vztrajan pri tem, da treba tukaj zelo biti pazljiv, zakaj zdaj Jankovića procesirajo, da ni nekaj drugega v ozadju na desnici. To, kar si ti napisal, se pravi, to je bilo, mislim, na predvčerajšnjem objavljeno, kako se nameravajo lotati Vrtovca in Nove Slovenije, to je zame nova informacija, na Požar Reportu objavljena. Ampak mi pa daje, se pravi, mi pa pije vodo, v tem smislu, da hoče oni absolutno dokazati to, kar so poskušali takrat, ko je bila KPK 2013. leta, da mi smo, pravosodje je objektivno in sodi pravično. In zdaj, da se pripravlja nekaj v novo Slovenijo, kajti oni morajo videti, če ne drugega, eno zelo elementarno dejstvo, da kadar je bila ta, bi rekel, alternativna desno-sredinska opcija povezana ali pa vsaj ne skregana med seboj, je zelo hitro volitve dobila. Vsaj ne skregana med seboj. Žal so bili večinoma šli na volitve skregani med seboj. 4-5 volitve so take. Ampak zdaj se pa to postavilo nekako poravnalo, in seveda zdaj treba pa, bi rekel, udariti po najmočnejšem členu poleg SDS-a tega, mogoče tudi ocenili, da zdaj Janšo zapreti, pa tudi je komplicirano, zato ker on je bil na prvi stopni, je bil spoznan, je bil proščen, spoznan za nedolžnega. Ti go išlo v Trenti, V Trenti, seveda, da bi ga zdaj zaprli, seveda, tudi če višje sodišče sprejme odločitev, da razveljavi, to ni tako enostavno, kot je bilo pri Patri, ko je bil obsojen krivično, seveda, na prvi stopni in je potem sodišče samo potrdilo, se potem samo šlo za se pravi, izvedbo sankcije, za nastop zapora. Tu je pa zdaj precej bolj komplicirano in časa je absolutno malo, sploh pa mislim, da ga ni več, da bi to recimo približno verodostojno speljali pa za del jackpot, ki je zapret vodjo opozicije pred volitvami, ker to bi delovali. Ampak to je pa zdaj, mislim, en manever, ki postaja pa, tako kot sem govoril s pravnimi strokovnjaki, počasi že malo nemogoč. Ampak zdaj ta zgodba Jankovića pa Goloba, zdaj Janković zanima volitev, Golob ima volitev marca. A njemu zdaj v bistvu to pojavljanje z Jankovićem, evidentno pač obtoženim vseh možnih korupcijskih poslov, čeprav ta Belvi, to je v bistvu še najmanjša zgodba pri njemu. A mu zdaj to koristi ali mu škodi, mislim, po tvoje? Kako to zdaj Golob sam ocenjuje, da mu to koristi pojavljanje z Jankovićem, kako? Jaz mislim, da nič posebej niti ne koristi, niti ne škoduje. Jaz, kot vidim politični prostor, se bojo sformirali trije nekak balončki do volitev. In o teh balončkih v bistvu mi sploh ne bomo več mogli govoriti o levo, desno in tako naprej, ampak te trije balončki so v bistvu
pa še neki prosti strelcev. No? Recimo, tak prosti strelc mi je, recimo, ki nikamor nekako ne paše, ampak bi pasal v nek subverziven, mogoče balonček, celo je recimo ta Resnica, pa te manjši akteri. Ampak trije veliki balončki so pa pač, to se pravi leva, to se pravi Svoboda, SD in Levica. Potem je, pa Janković tam, ne? Ja. On naravno paše v ta balon. Ne? Potem je na desni strani sta dva velika igralca, kjer so SDS in Nova Slovenija. In na sredini, kjer bosta poskušala vsak po svoje zaprt, in jaz sem to že večkrat povedal, pa bom še enkrat, verjetno bo prišlo do nekakšne združitve ali pa povezave, Prebilič pa Logar. A to je že balonček svoj, kako? Ja, to je balonček, to se pravi ta sredinski balonček. Ne? In na koncu dneva je največji problem slovenskega političnega prostora to, kar verjetno nihče od teh akterjev ali pa balončkov ne bo toliko prevladujoč, da bi sam lahko soliral, šel na ta način v igro, kot je šla recimo Svoboda. Ne? To se pravi, če jaz pa razumem, hočeš reči, da Golobovo druženje z Jankovićem zdaj niti ne škoduje, niti ne koristi. Ker mi smo ta trenutek, to se pravi 3 dobre mesece pred volitvami, smo še na točki, kjer, kako bi rekel, nekako bi šli lahko vsi proti vsem. Potem, ko bo 3 tedne pred volitvami in potem pa seveda zadnje 3 dni, ne, kjer bo morala biti ta osnovna referenčna točka jasno artikulirana, ne, takrat bo pa veliko bolj nekako jasno, ne, to se pravi ta polarizacija, kdo je za, kdo je proti, kaj so tiste velike točke, ampak ta trenutek je še vedno vsi predvsem in jaz mislim, da je prav to pozicioniranje, kar smo prej na začetku daje, ne, okrog Jankovića pa okrog Goloba, kjer prihaja do na eni strani merjenja moči, mi moramo vedeti nekaj, ne, da kar je Golob v bistvu ta poslovno-tranzicijski levi del, je na drugi strani ideološko levi del, kamor Kučan paše in skrajna levica. Ne. To se pravi Asta Vrečko, Luka Mesec in tako naprej. Oni so, da ne govorim potem še o tem, ki ga poskušajo betonirati na skrajnem levem robu, to se pravi Kordiš. Kjer daje ta trenutek neke intervjuje, v bistvu bolj zaradi intervjujev samih, zato da se javnost lahko z njimi ukvarja, kako bi on, ne vem, to nacionaliziral, nacionaliziral in tako naprej. Ne. On bi zdaj Petrol seveda bi nacionaliziral. Ja, mislim, se on bi verjetno vse nacionaliziral, sej pač ljudje, ki skupaj naspravijo, v bistvu morajo nacionalizirati, da sploh kaj imajo. Tudi tisto nivo, verjetno svoje. Ja, to je temeljno vprašanje, se pravi, zame je temeljno vprašanje Miha Kordiša. Sej to je temeljna pozicija skrajne levice. Kaj pa češ, zakaj pa te ljudje ne bi volili, če mu obljubljaš fabriko? Nič nisi spravil skupaj in ti obljubljaš, ti boš pa zdaj odločil o tej fabriki in povsod po svetu so te eksperimenti, o tem komunistični eksperimenti so v resnici končali tragično in za ljudi, in za gospodarstvo, in za vse skupaj. Ampak ti 3 balončki so ta trenutek še vedno, po moje, v poziciji vsi predvsem. In desni balonček ima ta trenutek to handicap zaradi dosega medijev in na drugi strani pač mečkan stoji na robu reke in pač čaka, da bo neka trupla preplavala mimo, kar se tiče levice. Levica se ta trenutek prerasporeja, kdo bo ideološko pokrival, kdo bo finančno pokrival, tranzicijsko in tako naprej. No. Tako da to je moja pozicija, to se pravi, mi smo 3 mesece, približno 3 mesece pa pol, 3 balončki so ta trenutek v igri, pa par prostih strelcev, no, ki imajo, da se razumemo. Jaz mislim, da Stevanović svojo pozicijo, pa teli suverenisti in tako naprej, s temi svojimi pozicijami, katere jih radi, mogoče upravičeno, mogoče tudi neopravičeno, pač nekako preklapljajo na ruske obveščevalne tokove in na njihov, mogoče tudi tokove financiranja, jaz to se pravim, ne vem, ne? Ampak imajo nek določen potencial nagovoriti neko določeno število ljudi, ne? In pač zdaj razvoj vojne v Ukrajini in razmerja moči, ki se vzpostavljajo v Evropi, ne nazadnje tudi impotentnost von der Leyenove vpliva, tako ali drugače vpliva tudi, daje neko senco ali pa nek kontekst za razmislek naprej, tako da jaz mislim, da bo v tem smislu zelo zanimivo. Ampak odgovor na vprašanje, vpliva, jaz mislim, da ta trenutek je še precej nevtralno. Načeloma zgleda, ker samo morilsko, to, kar zdaj počne Golob, ampak z Jankovićem in obratno, ampak očitno, če lahko tudi tako drži,
kot ti praviš, izvoli. Ja, jaz mislim, da ta aliansa Janković-Golob je pač enosmerna, pač njemu odgovarja predvsem Jankoviću, ne, in odgovarja za to, da kaže, lejte, jaz sem šef, lejte, celo predsednika vlade imam tako rekoč na ketnici, ne, on meni tako rekoč je iz roke, ne. To Jankoviću izredno odgovarja, ker Janković krepi svojo pozicijo, jaz sem prepričan, da Janković ne bo šel pač v penzijo, da bo kandidiral na volitvah, itak se mu je zaverjeti toliko, kot je zaverjeti Kučanu, a ne, se pravi malo ali nič, ne, ampak on seveda tukaj misli še naprej, on igra izredno ofenzivno vlogo, misli še naprej igrati, bi rekel, velikega maga slovenskega političnega prostora, ne, brez katerega se nič ne zgodi. Zdaj, drug problem je seveda, kako je Slovenija zašla tako daleč, a ne, kje so zdaj, bi rekel, vzroki, ne, da, ne, pač, ker se tudi Janković je toliko izstopajoč, kot je izstopajoča največja hiba slovenske države po osamosvojitvi, to je neučinkovitost pravosodja. Če bi bila pravosodna institucija učinkovita, potem bi bila Slovenija popolnoma normalna. Samo urediti je potrebno pravosodje, in bo Slovenija zadihala, ne. To je neverjetno, tega nikjer v Evropi ni. Ne. Taki primeri se začnejo tam naprej. Belorusija, Rusija in tako, da se to dogaja. Ne. V Evropi ne, na Hrvaškem absolutno ne. Ne vem, kako je v Srbiji, pa mislim, da tudi ne, ker bi slišali. Ne. Pri nas pa ne. In Slovenija, in to je Jankovićeva velika karta, ne, da se nič ne spremeni. Ne. In zato on mora biti toliko močnejši, on potrebuje nabirati moč v političnem prostoru. Zato, ker ta moč mu omogoča to, za kar je najbolj zainteresiran, da ne pride do nobene spremembe v pravosodju. Da pravosodje ostane tako, kot je. Je pa res, da seveda s tem novim sodnim svetom, s temi spremembami, s tem, da je tale Pogačnik zdaj, bi rekel, tako rekoč na stranskih vratih sodišča, da se pa neke stvari dogajajo, kot se morajo dogajati po neki normalni inerciji, narava se vedno postavi nazaj, vedno se najde ravnovesje, pravica vedno zmaga, čeprav tisti, ki jim je bila odvzeta pravica, je ne dočakajo, ampak vedno, ker je to v logiki naravi živega in stvari in družbe, vedno se to nazaj postavi. In zdaj seveda tu je pa Janković, njegov največji problem je zgubiti karkoli, on se ne more umakniti, on je čim se umakne, tvega pač, da je konec, kot si rekel, z vsem tem skupaj. Ne. Zato on potrebuje Goloba, kajti kakšen sodnik, kakšen tožilec, ki vidi, kako ima on predsednika vlade na ketnici, mora oceniti, ta človek je najmočnejši človek v državi, pustimo ga primer, kajti to je izredno riskantno. To so ta sporočila in na ta način je mogoče za del volilnega telesa tudi logično, to, kar je meni nelogično, da se on potem, kar se mu je zgodil v medijih in to Janković na zabavi holdinga smeji, pleše in ne može nam niko ništa, jači smo od sodmine. To je izredno, to, kar Janković dela, je izredno tvegana zgodba, zato ker je pravosodje, zgodovina, politika popolnoma nepredvidljiva. In se že kažejo, ne, ljudje, ki pač se osvobajajo in ki želijo delati po svoje. Tako da jaz ne bi upal staviti, bi rekel, 1 evra proti 1 milijonu evrov, da bo Janković tudi dočakal konec svoje politične kariere brez kakršnih koli resnih problemov. Mislim, vprašanje je to, če se lahko, če držijo pač te informacije, da je eden od teh eksponentov, recimo, ne vem, srbskega ali pa ruskega lobija kapitala, nekaj milijard težkega v Sloveniji, če se on sploh lahko umakne, če bo sploh sistem ta... On se ne more umakniti. Ti se ne moreš kako umakniti. Ja, jaz se tukaj strinjam z Boštjanom, ker je rekel, on potrebuje tudi javni dokaz, da obvladuje. Seveda, vlada imenuje tožilce. Absolutno, ne. Golob je predsednik vlade, pogledajte tožilci. On je tukaj z mano, ne? To je občasno mora iti, kako bi rekel, vstati pa iti koga okrog ušes usekati, zaradi tega, da da sporočilo, da obvladuje prostor. In to so verjetno velika večina povprečnih državljanov si težko predstavlja, kakšni tokovi se prepletajo recimo čez neko glavno mesto države. Tukaj je od kriminalnih tokov, že sam znotraj kriminalnih tokov imaš, ne vem, 10 različnih, od, ne vem, prostitucije, droge, orožja, ne vem, kaj še vse zraven. Potem se tukaj, to se pravi različni kapitalski tokovi, obvladovati podjetja, predvsem državna podjetja, kjer se prečrpavajo enormna sredstva v resnici, to se pravi iz proračuna za razne od subvencij do pomoči, do ne vem česa. Potem so tukaj tokovi nevladnikov,
ne, kjer vzdržujejo določene silnice. Slej ko prej bom rekel, ves ta denar, ki je od zunaj parkiran za nadzor recimo medijskih hiš, bo slej ko prej bo prišlo do sprememb tudi v Sloveniji, kjer bo vsak pameten naslednji vladar, ki bo majčkeno bolj desno razmišljal, bo ustavil to norost financiranja iz državnega proračuna recimo medijev, bo ustavil to norost in bo vzpostavil neke majčkeno drugačne razmere. V končni fazi se potem novinarji teh osrednjih medijev v resnici sploh niso zaposleni v medijih. Oni so zaposleni v proračunu, oni so državni uslužbenci. Na proračunu so. Na proračunu so. Mislim, to, kar se zdaj dogaja, kakšni denarji zdaj odtekajo strani državnega sistema medijev, to je nekaj neverjetnega. Hotel sem samo to ilustrirati nekako, da tukaj ne gre samo za to, a bo Janković tam tisti drekovod napeljal, pa mogel vračati, ne vem kaj, da so se provizije, to je vse skupaj, kako bi rekel, 3x nič, kar se vrednosti tiče. Zelo podobno je tale Bellevue zgodba, to, kar je obtoženo. Ko pa ti združiš vse te tokove, prideš do preprostega dejstva, da vsak pač ni sposoben, ne nazadnje tudi kraljevati 16 let, 19 let kraljevati v nekem glavnem mestu, ki je, lahko se strinjamo, pač neka balkanska izpostava, po domač povedano, Jugovina je imela svojo izpostavo v Evropski uniji in zato je bila Slovenija. Ko je Hrvaška prišla, se je izkazalo, da je ta Slovenija v bistvu bolj jugoslovanska od Juge, od Srbije, od Bosne, od vsega tega, od česar smo se osamosvojili, in primeš v tej naši mali državici je pa enostavno enormen. To, da tebe, mene, tebe verjetno sploh, ljudje na cesti ustavljajo pa trepljajo, glas razuma in tako naprej. Kako si upamo? Kako si upamo v bistvu? Ne, pozitivno, kako si upamo. Pozitivno. Ampak nenormalno je, da ti leta 2025 kdo reče, kako si upaš. Mi smo le v končni fazi toliko in toliko let po osamosvojitvi, ne bi bila demokracija in tako naprej, ampak ta podton je pravzaprav vsem jasen, se drugače ti sploh ne moreš priti do tega komentarja, kako si upaš. Je podton je jasen in to je pa srhljivo. Še ena stvar je v tem kontekstu, ki mene skrbi. In mogoče o njej nihče ne govori, ampak čisto po logični inerciji bi bilo praktično nemogoče, da mi nismo pod lupo, izredno resno lupo, zdajle pred volitvami, ruske obveščevalne službe oziroma ruskih obveščevalnih služb. Iz preprostega razloga, ker Rusi točno vedo, da je, ko je vojna v Ukrajini bila, da je prvi, ki so premaknili, bi rekel, Evropsko unijo in začeli, ker Evropa se je v začetku vojne, prve dni vojne obnašala, kot da se njene to ne tiče. Prvi, ki so to premaknili, so bili Morawiecki, Fiala in Janša, in kolikor jaz vem, je bila pobuda Janšina, ko so šli v Kijev in predali pač Zelenskemu garancije in izraze pripravljenosti Evropske unije, in potem se je to zavrtelo. Rusi točno vedo, da ne samo, da zgubijo eno državo, ki jim je po teh, bi rekel, parazitskih in takih tokovih iz pol preteklosti, se pravi, ko se oblast deduje in se je presesala na državni proračun in se vsa sklicuje na Moskvo, na komunizem, na Rdečo zvezdo, kar je pač glavni narativ, da ne samo, da zgubijo na tako državo, ki je naklonjena, ampak dobijo eno izredno nevarno operativno vlado v tem smislu, da Evropo opozarja na ruske interese v Evropi in na ta način seveda Rusi trpijo veliko škodo, kajti s tistim, kar so naredili Fiala, Janša in Morawiecki, so Rusi utrpeli veliko škodo. Daljnoročno se je Evropa zavedla, da je to njen problem. Drugače bi se kar obnašali, kaj nas to briga. In potem je Ukrajina šla v tistem letu 22-23 že v prve protiofenzive, vsaj pa je ustavila linijo fronte, da ni se zgodila katastrofa. Rusi to vedo in jaz sem prepričan, da delajo prav vse, prav na osnovi teh malih satelitov, ki je pač omenil pač Edo, torej to je ena resnica, drug je pa ta nesrečen
Dejan Kaloh, čeprav ta je zdaj v aliansi z Erjavcem, ampak tudi Erjavc seveda je bil pač človek, ki je bil vedno v Moskvi, nikoli ni bil kot zunanji minister v Washingtonu. Mislim, da je bil 13, 14, 15, je bil v Moskvi, pa nikoli v ZDA. Ja, nikoli v ZDA. Tako da tu se sigurno ruske obveščevalne službe, mislim, da sem jaz ruska obveščevalna služba, bi to zagotovo počel, da se sigurno ukvarjajo s to možnostjo, kako napraviti vse, da si zagotovijo vsaj približno kontinuiteto neke leve politike, ki konec koncev že simbolno je naklonjena preko Pirc Musarjeve, ker ona ima dačo, te niso slišali, da bi imel kakšen evropski politik ali karkoli dačo, ali pa da bi v Ameriki bila ena dača. Se sliši smešno, pa kaj se tako? Se ni smešno. Hoče več, da se sliši, Boštjan. Zakaj ima dačo? Z dačo sporoča, isto zakaj rab Tito glavo nazaj na kip. Zato, da vse štima. Zato, da je to, da smo poravnani. Jaz sem na liniji. Ona sporoča, dačo imam, jaz sem na liniji. Me bi lahko dačo podarila, pa bi rekel, jaz ne bom imel dače. Ne, dače ne, ker to ni moja linija. Hočem reči. In to je po moje ena nevarnost, o kateri se nič ne govori, sploh posebej, če povežem še to, kar si ti rekel, da se pač toliko in toliko denarja zdaj pretaka v medije. Če se toliko in toliko denarja pretaka v medije, pomeni, da je neka politična opcija v krizi, da treba z denarjem zalivati. In potem seveda, če to mi vemo, se toliko denarja pretaka v medije, to ruske obveščevalne službe seveda vedo in lahko slutijo, kaj se utegne zgoditi, kaj ti zgodovina, mislim v tem smislu, kar se dogaja, je nepredvidljiva. Ne vemo, kaj bo na volitvah. Eni pravijo bo to, eni pravijo bo to. Ne vemo, kaj bo. Presenečenja so popolnoma možna. Jaz za referendum v Kulturnikih še ob 17 sem si mislil, da bo to katastrofa. Pa sem se zmotil, pa se nikoli ne zmotim. Do zdaj se res nisem, bi rekel, takole zmotil, ampak ne vemo. Matjaž Han je zadnjič rekel, da bodo socialdemokrati veliko presenečenja na volitvah. Ja, še ena zadeva, ki jo moramo nujno pokomentirati. Sej bodo. Sam ne način, ki se ga Matjaž Han želi videti. Zakaj je Kučan toliko znorel zaradi se pravi tega, da Prebilič ni šel s Hanom v alianso? Kaj je neki logičen razlog? Očitno obstajajo neke javnomnenjske raziskave, neke informacije, da Hana je potrebno rešiti, ga je potrebno reševati stranko SD, ker bi ne prišla v parlament. To je edina logika, zakaj bi se ona dva morala združiti. Za druge logike ni. Hočem reči, v proporcionalnem sistemu je to napačno, da se združita. Ne, pač nekako zavežeš Prebiliča v tem mehurčku, da ne gre v tretji mehurček, recimo z Anžetom Logarjem. To recimo. Šlo je za združitev. Združitev pa pomeni seveda, da mislim, se Prebilič je prav naredil. Zakaj? Ja, čakaj. To je pa za druga zadeva. Če Prebilič se združi s Hanom, potem se pomakne absolutno na levo. Potem seveda Golob bi bil najmanj zadovoljen s tem, da se Prebilič zgubi neutralno karto. Se že zdaj nima. Ampak hočem reči, to je moral Kučan vedeti, ali pa ni tega vedel. Ampak združitev SD pa Hana, pa Prebiliča bi prenesla absolutno prevlado SD-ja, zato ker Prebilič sploh nima stranke. SD pa ima. SD ima pa stranko, ki je od Osvobodilne fronte tako imenovane, ki nikoli ni bilo naprej. Ima vse odbore, vse svetnike, vse to imajo. In seveda to bi šlo takoj absolutno na levo. Ampak hočem reči, ideja zadnje je pa po moje ta, da ocenjujejo, da Han ima take elementarne težave, da ne vedo, ali bo prišel v parlament ali ne. In če Han ne prije v parlament, je pa Han nespreten. Mislim, to se pa človek prav čuta. Žitak je ta njegova pozicija male stranke ob veliki strašno nerodna. Ampak kako so ti ljudje nespretni, ja pa Bog pomagi, pa najdlje so v politiki. Pa so naredili toliko napak, da začenši z Litijsko, pa potem s Prednikom, pa se sploh ne vem, a ni kakšen mesec, da ni ta mala stranka generirala en mega državni škandal. Ja, no, je pa še nekaj. Če se navežem na tvojo idejo okrog ruskih obveščevalcev, jaz mislim, da je naloga vseh teh velikih obveščevalnih služb, ki delujejo po Sloveniji, da pač ustrezno zbirajo podatke. Je pa res, da verjetno pa so posamezni tako imenovani atašeji, ki delujejo na ambasadah, da podpirajo in potem sugerirajo in potem tiščijo posamezne opcije v tisto smer, ker in v bistvu po logiki, da je
hudič naredil največjo prevaro v zgodovini, tako da je ljudi prepričal, da ne obstaja, ne, je potem stvar v tem, da moraš ti podpirati v bistvu cele bloke, da izpeleš neke ideje. Mi tukaj kar naenkrat pozabljamo, verjamem, da ne hote, pozabljamo na vpliv Irana, in te naveze Rusija, Iran, to se pravi, ne vem, mislim, če je Slovenija oprala 2 milijarde denarja, pa kje so te provizije? Kje so te naveze? Kje so te samo za milijardo. Samo milijardo, no dobro, ne, sirote. Ne. Hočem reči, da to ni nekaj, kar bi poniknilo. Gre za to, da so ljudje, ki so se omastili, kot rečemo, v teh tokovih, so večni dolžniki. Dokumenti so zbrani, pogovori so snemani. Bom rekel, to je ponovno vprašanje, kdaj jih lansirati, kdaj koga postaviti pred, kaj ne rečem, zid javnosti, da bo kaj povedal in tako naprej. Podobno velja za Golobove posle na Balkanu. Absolutno, absolutno. Praktično, kako že gre tista, vsi vemo, pa on ve, da mi vemo, pa tako naprej, ampak še zmeraj uradno nič ne ve, in se še dogaja. Še to, predno končamo, me zanima vajno mnenje, zdaj ta iskanje tega morilca, Aleša Šuteja. A bo zdaj to Golob poskušal kaj pospešiti, da se spet koga pripre, kako bo zdaj to izvedli? Ker to je zdaj zanga bil to udavec, javnomnenjski zagotovo, ker se bo še malo poznal. Ampak zdaj, če bi nadaljevali to logiko, da gre za neka kontroliran proces, potem bojo najdeli nekega ali pravega storilca ali pa neko žrtvo. Zdaj se že omenja, da nekoga imajo, ki pa je že zdaj na zaprtem oddelku. Ampak za njega, če prav razumem, se govori že... Kako pa je lahko umoril, če na zaprtem oddelku? Na zaprtem oddelku pa prišel ven. Za njega se govori, če prav razumem, že 2 meseca skupaj, da naj bi bil. Od pogajanja dalje, ne? Da naj bi bil in da je mladoleten. Mislim, okoli 20 let, da je star. Da bi se izognil kazni, ne vem, tako nekako v tem smislu. No, ampak če se vrnem, če smo že, bom rekel, če sem jaz štartal s to idejo, da gre za nekak nadzorovan proces, potem bo pač storilc, kako bi rekel, prijet, verjetno v ključnem točku, v ključnem trenutku pred volitvami in se ga bo potem njega promoviral kot nek velik uspeh Golobove vladavine in se bo začelo pred volitvami, to zaprav jaz napovedujem 3 tedne pred volitvami, se bo začel nizati, pa božičnica, pa tale Šuterjev morilca. In tako naprej se bojo začeli nizati te uspehi in se bo na tem gradil zato, da bo ta, jaz pravim, balonček pridobival na moči. Ampak še tako, jaz tega ne vidim kot balonček tako, ampak vidim v bistvu tako iz sredine 2 balona, to se pravi ta levi in desni in nek nov balonček, ki rine v sredino, zato da bo nek prostor si naredil. Pa vojna proti zdravnikom nikako ne pojene, kot vidiš, Boštjan. Jaz sem včeraj prvič slišal, malce stopnjuje celo. Ta moja teza, včeraj sem prvič slišal, da enega zdravnika, profesora, doktorja, ki je tudi član Evropske akademije in tako, pa tudi delal v tujini ogromno, ne bom imena, ker nimam pooblastila, ampak tudi zelo znana figura, da je Golob šel, pa je bolj z leve, kot z desne, da je Golob v vojni za zdravniki. Se pravi, to potrebuje mojo tezo, da Golob je v vojni s tolikimi plastmi slovenskega, vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva, s kmetstvom, z obrtniki, z samostojnimi podjetniki, z zdravniki, z upokojenci, ki jih hoče eutanazirati. To se ne hecam, ampak sem videl, ker sem šel predčasno glasovati za referendum, sem vedel, da bo to zelo dobro, ker sem videl večinoma krepko starejše pare, ki so skupaj hodili na predčasno glasovanje za Bežigradom, in sem bil prepričan, da ti ne hodijo, da se ti počutijo ogroženi in da so glasovali proti. In tako pač on je pač v tolikih vojnah, je najbolj brutalna vojna, jo bije zdravniki. To je prvič, nobena država v Evropi, ne da bi jaz videl na svetu, kjerkoli ni v vojni zdravniki. Slovenija je edina država, ki je v vojni zdravniki in ta vojna je v bistvu na nek način protiustavna, ker ti ne moreš odrediti, to je svoboda, bi rekel, dela, pa tudi protievropska, ti ne moreš odrediti, da nekdo dela samo tam, pa ne sme delati tukaj. Pričem v Evropi je to možno, veliki večini. Pa se tudi pri nas je bilo 30 let možno. Pri nas je bilo do Golobove kaprice je bilo 30 let možno. A to ni noben pomislil. Zakaj pa? Ali pa SP-ovci so imeli 30 let take obdavčitve,
20 let, 30 let, karkoli, zdaj pa rabo pa take, da rab Golob več posesati za svoje NVO-je, oziroma ali pa za ta denar, ki se preliva v medije, se ta denar nekam gre in se pravim. In za zdravniki, mislim, da v zdravnikih pa bi pa rad enega zdravnika videl, ali pa eno ženo zdravnika, ali pa enega polnoletnega otroka zdravnika, ali pa zdravnice, a ne, ki bi volila Goloba po tem, kar je. Ne. Mislim, to je pa res mazohizem na onkraj slovencelsko potenco 15. Ampak nič ni izključeno. No, ampak tukaj sta mogoče še sam dva stavka. No. Prvič, da mogoče je to pretirano, ko rečemo, da je država v vojni z zdravniki. V resnici je vlada. No, vlada, ja. To si vedno. To sem mislil, seveda. Mi nismo, ne. Enostavno. In druga stvar je, jaz mislim, da se je tukaj v bistvu ta vladna strategija vojne z zdravniki v bistvu se je precej polomila zobe. Zakaj? Ker je bilo računano, da bo zdravniško stran zastopal tisti sindikalist, ki je bil precej medu in pravzaprav je bil mogoče malo preveč pomirljiv. Ne? In ko so stopili te mlajši zdravniki, družinski zdravniki in tako naprej v ospredje, je pa prišlo do tega, da v resnici so sposobni zgenerirati svojo zdravo pametjo, z nekimi zdravorazumskimi stališči, so sposobni zgenerirati širši sentiment in se izkazuje, da smo ljudje večinoma na strani zdravnikov. To se je pokazalo tudi v referendumu. Točno tako. Ne? In je tukaj, in jaz bi na Golobovem mestu to takoj ustavil, ker dlje časa bo to trajalo, slabš bo za njega, in če se bo ta ekipa, ki je trenutno zelo dejavna po medijih, teh mlajše generacije zdravnikov, še nekoliko bolj angažirala, bi to lahko dejansko Goloba stalo. Kažejo indici, da je bila to, kar se je zgodilo v Novem mestu, odpustitev tega ortopeda, da je bila ta zgodba koordinirana iz Golobovega kabineta. In to nagnali so najbolj uspešnega, najbolj pridnega, ki je največ ljudem pomagal. Kaj je zdravnik? Moj oče je bil zdravnik. Zdravnik pomaga ljudem. Več kot dela, več ljudem pomaga. To je pač to. Jaz sem dosti slučajno z eno fizioterapijo zvedel, kdaj imate pa vi, se pravi, kdaj imate pa vi, sem slišal po radiju, oziroma po telefonu, se pogovarja, če imate hitro napotnico, kdaj prijem na vrsto, 29. septembra 2026, hočem reči, več, ki bi delali zdravnikov, več, ki bi delali fizioterapevtov, več bi ljudem lahko pomagali, vse za to gre. Je pa tukaj še en star, kako bi rekel, rimski izrek, to se pravi, deli in vladaj. In v tem kaosu, ki ga povzročajo odločitve te vlade, praktično skoraj ni področja, kjer ne bi bile stvari res problematične, je mogoče to še za njega dobra strategija, da skrega vse po vrsti, z vsemi je v nekem kregu, ima neko buffer cono, nek tampon cono nekih medijskih aktivistov, ki uspejo nekako preusmerjati sproti pozornost, in mi se iz dneva v dan gibljamo iz kaosa v kaos. Imaš pa konkretne ljudi, ta zakon o delitvi tako imenovanega javnega, ker je čist larifarija, pa zasebnega zdravstva stopa v veljavo zdaj zgodaj spomladi. In ti imaš cele tragedije, pa to niso samo zdravniki, to so pa zdaj sestre, pa fizioterapevtke, pa to, ker morajo pustiti eno službo ali pa drugo službo, ali pa to morajo pustiti polovico zaslužka, ki pa itak ni velika. Ti imaš celo neznano število ljudi, ki so zdaj v globokih krizah, stiskah, zdaj pred Božičem, in to na Božičnica si bojo mislili, hočem reči, to je čista neumnost. Golob bi moral pač vse te, da bi bil jaz Golob, recimo, pa da bi to, ko on najprej, kar bi naredil, ne bi naredil nič od tega, kar je on naredil. Pa meni ne more noben reči, da Turk pa nima pojma o politiki, pa ne ve, kaj govori. Težko. Ampak jaz ne bi nobene od teh stvari, ki jih je on naredil, ne bi naredil. Ne bi, niti ene. So pa tudi dobre novice iz te vlade, ministri za kmetijstvo, ljudje, ki obiskujejo turistično kmetijo njenega zasebnega partnerja, ob vikendih streže kot na ta kravica. Fino. Ne vem, ne še med tednom to dela. Ne še med tednom to dela. Ne še med tednom to dela. Bo več za slovenska kmeta, bo več koristi. Dobre, Edvard, Boštjan, najlepša hvala za vajne komentarje. Komentarje, malo smo se razsmejali, čeprav so stvari zelo resne. Mi se znova vidimo ta petek v novi uri resnice. Do takrat pa se veste, ker je bojanje tudi požar.